Slovenka leta je novinarka našega programa Evgenija Carl. Med 12 nominirankami so izbrali bralci revije Jana. Laskavi naziv so ji podelili sinoči v prostorih Slovenske filharmonije. Evgenijo Carl na malih ekranih spremljate že več kot 2 desetletji. Še posebej odmevni pa so bili njeni prispevki v preteklem letu. Črne gradnje, goljufivi zelenjadarji, zlorabe položaja, to je samo nekaj tem, v katerih je razgalila posameznike, ki nepravilnosti počnejo in sistem, ki to dopušča. Evgenija, pozdravljena. Dober večer. Torej, kako je biti Slovenka leta? Sinoči je bilo adrenalinsko. Danes je lepo, ampak še ne vem, koliko lepo, ker še procesiram zadeve v glavi. Definitivno pa zelo naporno. Kaj je recimo tisto, zaradi česar so te dejansko bralci in bralke izbrali? Jaz to razumem kot nekakšen kolektivni upor proti družbeni kloaki in so mene nekako zdaj, bom rekla, izbrali kot nekega čistilca v imenu javnosti, ker se mi zdi, da je ljudem počasi dovolj je vsega tega političnega šehiranja, nepravilnosti v gospodarstvu, korupcije, skratka vse teh zadev. In očitno je družbena klima taka, da se ljudje v tem brezupu očitno vidijo samo še v medijih, v ne vem, rešitev ali pa oporo, ne, kakorkoli. Kaj pa je tisto, recimo, kar te zbode, da se potem zakopljaš in vztrajaš pri primeru? Nepravilnosti. Nekaj, kar je skregano z družbenimi normami, z moralo, z etiko. In če je tako, potem je treba to razkriti in tudi vztrajati pri temu, da se nekaj spremeni. Da nekdo, tisti, ki je za to plačan, po službeni dolžnosti to uredi. In če ne uredi, je potem treba še naprej seveda opozarjati na to. To se mi zdi prav in to je naše poslanstvo, ne nazadnje. No, regionalni novinarji in tudi dopisniki smo nekoliko drugačni vlogi, bolj smo vpeti v okolje, recimo kot kolegi novinarji v prestolnici. Si imela morda zaradi tega kdaj težave? V bistvu ne. Ker v bistvu na to ne smeš niti misliti. Resnično si del nekega okolja in imaš lahko zaradi tega čisto praktične težave v vsakodnevnem življenju, če si pač nakoplješ en kup sovražnikov v lokalnem okolju, v katerem živiš, ne. Ampak to zate ne sme biti merilo, ne, niti slučajno. Je pa žal velikokrat tako, da novinarji, sploh te, ki delujemo ali pa delujejo lokalno, se rajši umaknejo v neke bolj, bom rekla, salonske vode, salonsko novinarstvo, ravno iz tega vidika, da nimajo težav in da pač ljudje pustijo pri miru, ne. Kar seveda ni prav, ne. No, pri tvojem delu si doživela za marsikaj, tudi veliko zanimivih anekdot. Kaj deliš, kakšno morda z nami? Ojoj, jih je bilo kar nekaj anekdot. Ja, ena taka karierna anekdota je mogoče takrat, ko sem naju s snemalcem napadle bolhe. Ta je taka legendarna. Si se morala potem preobleči? Ko smo se morali, pač pri neki pasji hišici sem delala pač raport in nisem videla, da je na tleh mrgoli pač bolh in to je šlo vse na naju in potem sva se morala preobleči v avtu in se ni vedelo točno, komu je bolj nerodna in sva se zavila v neke bunde in potem sva se odpeljala na veterinarsko postajo, kjer so naju pošpricali celo in veterinar mi je celo posodil svojo delovno obleko in pa sem še cel dan, ko sem pripravljala prispevek, hodila s tisto belimi hlačami po studiu in tako. Skratka, to je bilo ena taka luštna epizoda, srbeča epizoda. Morda samo še to, čisto za konec in na kratko. Tukaj Slovenka leta ne pomeni zgolj medijsko izpostavljanje, zatem je veliko več. Kaj to zate predstavlja? Vse prej kot medijsko izpostavljanje, ker tisti, ki me pozna, dobro ve, da raje delujem od zadaj kot pred kamere in proti fotoaparati in to je bil recimo najtežji del sinočnje, ta medijska pojavnost. Gre za, ta naziv je velika odgovornost. Velika odgovornost, torej
mislim, da bodo oči javnosti še bolj uprte vame, torej, da moram delati dobro, še naprej, še boljše in predvsem ohraniti zaupanje javnosti. Najlepša hvala za ta pogovor in še veliko uspešnega dela. Hvala.